Pravzaprav sploh ne vem, kje naj začnem s to dramo, ker je tako psihotična. In vse se začne z moškim po imenu Dan Bilzerian. On je ta besni sovražnik Judov, ki trdi, da bo branil Ameriko pred to infiltracijo. Medtem ga fotografirajo v Katarju in širi islamofobno pripoved. No, nič od tega ni presenečenje, vedno gresta z roko v roki. Vedo, da islamisti poskušajo prevzeti Združene države. In zato vse skupaj zvalijo na Jude, da nihče ne more biti pozoren na to, kaj se v resnici dogaja. Ampak zdaj je postalo še bolj noro. Ker Nick Fuentes, ki je pred kratkim priznal, da je demokrat, to govori. Dan Bilzerian ga je zasebno vprašal, kako bi lahko izvedel atentat ne le na izraelske vladne uradnike, ampak tudi na Bena Shapira. Ljudje, to je nora zgodba, ker se Dan Bilzerian zdaj poskuša kandidirati proti Randyju Fajnu, trenutnemu guvernerju. In ja, želim si, da bi bilo karkoli od tega, kar sem pravkar povedala, izmišljeno. Ampak ni. Ta zgodba je nora. Torej, to je od Nicka Fuentesa. Prvič, ko sem srečala Dana Bilzeriana pri njem doma, nam je naročil, naj telefone pustimo v drugi sobi. Nato pa me je vprašal, kako težko bi bilo izvesti atentat na izraelske vladne ministre. Potem me je povabil v Dubaj in Katar, kar sem zavrnila. Na poti tja ga je zasedel FBI. V redu, to je že sama po sebi dovolj čudna zgodba. In Nick Fuentes je oseba, ki ne vem, če bi res moral zaupati. Ampak to je zgodba. In da to potrdi mu Lucas Gage, ki je bil prav tako velik sovražnik Judov, a je v zadnjem času nekoliko spremenil svoje mnenje, kar je že samo po sebi čudno, odgovori takole. In rada bi rekla, da pretiravam, ampak to je bil njegov odgovor. Kje je? Jebem ti, Nick, prisežem pri Bogu, naredil mi je isto. Mene in Jakea je peljal v tisto sobo s kletko za bejzbolsko vadbo. Telefona sta opustila na kavču in nato šla v osamljeno sobo z velikimi televizorji. Vprašal me je, kje bi lahko živel Ben Shapiro in kako bi ga lahko odstranili. V redu. To izhaja iz tega, kar je domnevno rekel Dan Bilzerian. Tukaj je še ena slika Dana Bilzeriana z muslimani. Jaz imam rad muslimane. Mislim, da gre za precej miroljubno vero. V medijih imajo slab sloves. Prebrala sem Koran, da bi ga bolje razumela. In seveda se pretvarja, da je kristjan, kar pa ni. Seveda pa poleg vsega tega ta človek namerava vložiti kandidaturo za kongres. Proti Randyju Fajnu, ki je javno opredeljen kot Jud, a kar je še pomembneje, je močno proti radikalnemu islamu. Iskreno, preprosto ne morem mimo ironije teh ljudi, ki se pretvarjajo, da branijo ameriške vrednote, medtem ko je vse, kar počnejo, dobesedno vse, kar počnejo, in to je tako očitno. Mislim, za trenutek poglejte to njegovo sliko iz Katarja, ko je vse, kar dejansko počnejo, to, da poskušajo omogočiti islamski prevzem. Trdijo, da so oni tisti, ki branijo Ameriko in zato se zavzemajo. In mislijo, da je to smešno in neverjetno, ker so se vsi združili v tem sovraštvu in o tem moramo govoriti. Ampak najprej, dobrodošli v oddaji Pushback. Sem Meira K, vaša voditeljica. Ne pozabite pritisniti na gumb za naročnino. Še pomembneje pa je, da podprete ta video, da bodo tudi drugi ljudje izvedeli resnico o tem, kdo je ta moški. In joj, danes imamo za vas res veliko informacij. Začnimo torej s tem čudovitim videom. Veste, tisti moški, ki želi biti vaš politični predstavnik. Mislim, iskreno, edini pravi boj na svetu danes, za katerega menim, da se ga splača boriti, je, veste, iztrebiti Izrael. Mislim, jutri bi se prijavil, šel tja in ubijal Izraelce. To bi bil zame odličen dan. Prijavil bi se na kakršenkoli poklic, kjerkoli. Dejte mi puško in me pošljite tja. Lahko samo rečem, da ko imaš nekoga, ki pravi sem za Ameriko, sem za Ameriko, sem za Ameriko, samo braniti želim. In vse, kar počnejo, resnično vse, kar počnejo, je, da so obsedeni z drugo državo. Se osredotočajo na tisto državo in govorijo o tem, kako so oni pravi problem, namesto da bi dejansko poskušali izboljšati svoje lastno okolje. Zdi se mi neverjetno, da ljudje še vedno nasedajo temu. Ja, vse, kar želim, je iti tja in izgnati Izraelce. Samo pustite to že za sabo. Res, samo pustite to že za sabo. Osredotočite se na svoje področja in delajte stvari na svojih področjih. Zakaj morate iti vse do Izraela? Kaj te je tako razburilo, Dan Bilzerian? Kaj je tako zapleteno? Kaj ti je tako neprijetno? Je morda to, da poskušaš preusmeriti pozornost s takimi norimi izjavami, da ljudje ne bi vedeli, kaj se v resnici dogaja? Seveda, to je tudi tip, ki je stopil v bran gibanju Candace Owens, ampak temu bomo prišli čez trenutek. Resnično verjamem, da je večina te države zla in da izvajajo genocid. Vzpostavili so apartheid, zatirajo Palestince, napadajo svoje sosede, delujejo kot teroristi.
so prekleto arogantni, nehvaležni barabe in jih je treba izbrisati s prekleto zemljevida. To je tako dolgočasno. Tukaj je, skupaj s Snekom. Se spomnite Sneka, tistega psihoislamista? Dan Bilzerian, hvala. Vedno je užitek, da si z nami in... Ja, prijatelj, nikoli se ne cenzuriraš. Ne, on se ne cenzurira, ker misli, da mu bo vse oproščeno, ne glede na to, kaj reče. Poslušaj tole, prav? Seveda Candace Owens. Večinoma so to Judy. In Charlie Kirk je govoril o tem. Ja. O čem je Charlie Kirk govoril tik preden so ga ubili? Popolnoma nedvoumno ni želel, da bi Trump šel v vojno z Iranom. Ja, prav. Rekel je tudi, da je islam naša največja težava in da se moramo z njo ustrezno spoprijeti. Pozabimo na to, gospod Katar. In začel je govoriti o Judih, ki so podpirali odprte meje. Zato bodo morali odgovarjati. In potem je eden zadnjih sporočil, ki jih je poslal, bil ta, da bo moral opustiti, podporo Izraelu. Prav. Veš, zelo zanimivo se mi zdi, da vsi tam zunaj pravijo, glejte, obstaja razlika med islamisti in miroljubnimi muslimani. Mimogrede, to je tema za drugič. Vendar pa, zakaj ljudje ne razumejo, da obstajajo različne vrste judov? Ja, morda so tam zunaj Judje, ki so levičarski bedaki. In obstajajo tudi Judje, ki so res dobri ljudje in pomagajo ustvariti dobro in stabilno državo. Obstaja razlika in ne moreš kar reči, da so vsi Judje enaki. Tako neumno. Veš, kaj je tako razočarajoče glede njegove smrti, zdaj, ko je njegova žena postala direktorica njegovega podjetja? Ni rekla niti ene besede o tej vojni. Ona je res prava prasica. Mislim, da še nikoli nisem videl nekoga, ki bi bil tako dobesedno poosebljenje služenja na račun smrti nekoga drugega. Ona je šolski primer na tega. Resno. Poslušaj, jaz sem žaloval za svojo mačko 5-krat dlje, kot je ona žalovala za svojega moža. Kako prezirljivo in ogabno je to. Jaz žalujem za svojo mačko. Živjo dan. Upam, da tega nikoli ne boš izkusil, ampak nekateri ljudje žalujejo drugače kot drugi. Nekateri ljudje se pogreznajo v svoje žalovanje, drugi pa prevzamejo poslanstvo osebe, ki je bila ubita in poskušajo iz tega narediti nekaj dobrega. Preprosto različne vrste ljudi. Ampak ona tega ne bi vedela, ker mislim, da ne bi prepoznala dobrega, tudi če bi te gledalo naravnost v obraz. Prav. Poslušaj, ko sem moral uspavati svojo mačko, sem bil popolnoma uničen, zaradi tega skoraj mesec in pol. Poslušaj, stari. Tistega dneva se res bojim, stari. Poslušaj. Približno teden dni potem, ko je bil njen mož ubit na nacionalni televiziji na res nor, grozljiv način. Ona pa skače od veselja zaradi prodaje klobukov. Prav, majce, koliko denarja so zaslužili? Rekel sem, stari, dej no, človek. In odkar se je ta vojna začela, je kot da si bila Charlijeva žena. Pa ne boš stopila naprej in povedala ter izrazila istega mnenja, kot ga je on delil, preden so ga ustrelili in ubili. Ja, je točno tisti enosekundni posnetek, ki si ga objavil, ko je rekla, da ima težave z Judy, ki ga napadajo, ker brani Tuckerja Carlsona. Ki je mimogrede na koncu postal popoln norec, pristaš islamističnega šeriatskega prava. In ti Judi so imeli popolnoma prav. In ljudje zdaj, 8 mesecev kasneje, pravijo, mogoče Tucker ni dobra oseba. In mogoče Charlie tega takrat ni videl. In zato je poskušal braniti svojega prijatelja Tuckerja za vse, ki spremljate vso to dramo iz tistega časa. In zato ga je razjezilo, ko so Judje govorili, moraš blokirati tega tipa, ta tip ni dober. Izkazalo se je, da so imeli Judje prav. Tucker Carlson ni dober, ni za ameriške vrednote, ni za Trumpa. Poglejte vso katastrofo, ki je sledila potem. Torej, vsa tista razprava, kjer so ljudje kritizirali Charlieja Cooka, ker je ostal prijatelj z Meghan Kelly in Tuckerjem Carlsonom, so imeli prav. Ti ljudje so se izkazali za popolne norce. Točno tako. O iranski vojni molči. Najmanj, kar bi lahko naredila za njegovo zapuščino, je, da bi vsaj podprla njegova prepričanja glede Irana in ne popolnoma obrnila tistega, kar je zgradil. On je ustvaril turning point. Ne morem ga poslušati. To me res razjezi. Kakorkoli, seveda, Dan Bilzerian je čisto iz sebe. Nick Fuentes je zvezni agent. Nenehno razdvajanje, neskončni notranji prepiri in zagovarjanje Epsteina po napadu na kristjana samo zato, da bi prepričal rdečelasega, da podpre judovsko demokratko, potem ko je rekel, da si levica želi stopnice. Protislovja se nikoli ne končajo. In seveda, zdaj pride sem in reče, da je zvezni agent. Dela za Jude, bla, 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 bla. In tukaj pravi, kako je neverjetno, kako subverziven in lažen je ta mali gej, ki moške imenuje črvi, ker si želijo poroke. Fantje so kot... Komaj čakam, da postanem oče. Komaj čakam, da postanem mož. Komaj čakam, da grem na podelitev diplom svojih otrok. To sranje je pač dolgočasno.
Ta stvar je resnično dolgočasna in moral bi se počutiti zdolgočasen. To bi moralo delovati kot obveznost. Samo želim si ogledati nastop svojih otrok, ker je to tako pomembno, kot... Moški so postali tako sentimentalni. V redu, Nick Fuentes je kreten, to zdaj vsi vedo. Ne mislim, da to, da se je Nick Fuentes izrekel proti Danu Bilzerianu, res kaže na neko izjemno moralnost. Bodimo glede tega zelo, zelo jasni. Mimogrede, to je video njega v Katarju z Myronom Gainesom. Presenečenje, presenečenje. Prepričana sem, da je to v Katarju. Ja, to je v Katarju. Ampak stvar je v tem, da ne poslušamo Dana, ne poslušamo Nicka Fuentesa, ne zaupamo ničemur, kar reče, ampak včasih pa vseeno pove kaj zanimivega. Kot pravi na Twitterju, najprej nam pove, da levica poskuša ubiti desničarje. Zdaj pa pravi, naj v Ohaju glasujemo za demokrata. To je preveč protislovno. In je tako, Dan, vem, da nisi tako pameten, ampak res ni tako zapleteno. Mislim, na koncu gre res samo za to. Zato nas imenujejo gojam. Oprosti, zato nas imenujejo gojam. Včasih sem mislil, da je nizkointeligentni antisemitizem samo nekaj, kar pravijo. Motil sem se. Fredu, motil sem se. Nizkointeligentni antisemitizem je resničen. To je Dan Bilzerian. Pravzaprav je kar smešno. Moram reči, da me Nick vedno zabava. Je grozna oseba, ampak je zelo zabaven in zna jasno podati poanto. Še enkrat samo, želim vas vse spomniti, zakaj sploh govorimo o tej stvari z Danom Bilzerianom. Zakaj govorimo o Danu Bilzerianu? Ta križarska vojna Nicka Fuentesa poteka in se ji pridružujejo ljudje, kot je Ian Carroll, ki je prav tako grozna oseba. No, še enkrat, naj vas spomnim, da je ta moški, ki govori take stvari. Pravi, da so boljši od drugih ljudi. In jaz, kaj je to? No, ti to počneš. Očitno to počneš. To je očitno. Nihče, ki to gleda, ne bo prišel do drugačnega zaključka. Osupel sem, kako drzen si bil. Ja, mislim, ne maram, kaj ljudje mislijo, da so boljši od drugih. In to vidiš v Izraelu, kjer se obnašajo tako. Palestince obravnavajo kot drugorazredne državljane. Obnašajo se do njih kot do manj vrednih bitij. Pravi človek, ki gre v Katar in ima dobesedno prave, resnične sužnje. In to piše v svojem Talmudu. Tako piše, če nisi Jud, si v bistvu manj vreden človek. O moj bog, to je tako nizko inteligenten antisemitizem. In Nick Fuentes to pravi. Še enkrat, opomnik, zakaj o tem govorimo. Ta človek poskuša kandidirati za guvernerja. Veš, ta gibanja so poskušala same postaviti svoje kandidate. Podpirajo Thomasa Masseya, čeprav je bil Thomas Massey pred kratkim razkrit, da je prejel kup donacij, $1000 donacij od muslimanov, še posebej muslimanov, ki podpirajo Hamas, brez kakršnekoli sramu. Videli smo to pri Marjorie Taylor Greene, ki je pred kratkim odstopila iz kongresa in kot rezultat se je popolnoma obrnila, napada predsednika Trumpa. Pravi, da šeriatsko pravo ni grožnja. Postala je popolnoma proti Judom in pro-palestinska. In zdaj smo to videli celo pri Danu Bilzerianu, ki je v resnici le nekakšen osramočeni bivši uživalec drog, negotov Instagram izprijenec, ki je pred kratkim napovedal svojo kandidaturo za kongres proti domoljubu gibanja America First, Randyju Fajnu, v zvezni državi Florida. Kdo je Dan Bilzerian? No, ima dvojno državljanstvo. Mislim, da je Armenc in ima tudi ameriško državljanstvo. Presenečenje, je tudi musliman. In je musliman. Spreobrnil se je v islam. In res je odkrito zagovarjal islamski terorizem. Javno hvali islam. Brani Hamas in Hezbollah kot legitimni vojski. In trdi, da palestinski teroristi ne obstajajo. Torej, to je zgodba. Zgodba o tem, kako ta woke desničar, ki je vplivnež in rad provocira z duhovi, dejansko širi to pripoved in se bori proti domoljubom gibanja America First, da bi postal guverner. Je glasnik Katarja. Uspelo mu je postati sovražnik Nicka Fuentesa, kar je kar velika stvar. In to je nekaj, proti čemur se moramo boriti. Kajti, ko pogledaš Dana Bilzeriana, si ne bi mislil, ja, to je klasičen islamist. Ne, ampak očitno je prav to. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.